Lep pozdrav, sem Mitja Okoren, režiser iz Poljske, ampak trenutno so me poklicali, da prijem v Slovenijo, rešiti Slovenijo in probati narediti vse, da bi se vsi cepili. Ne. Na začetku sem mislil, da je to piece of cake, zdaj vidim, da je to v bistvu najtežji projekt, ki sem ga kadarkoli imel v svojem življenju. Nikoli še nisem bil tako živčen, nikoli nisem imel tako veliko odgovornost, tako da se vsak dan rečem, zakaj sem jaz sprejel tole, ampak ker sem tak človek, kako se temu reče, ki vse, kar se loti, potem tudi do konca naredi, sem rekel, da bomo to na koncu naredili in bomo res probali pomagati Sloveniji, da se čim več ljudi precepi in da ne bomo več tam nekje zadnji, kar se tega cepljenja tiče, ampak da bomo prišli v ospredje. Po moje nimam take moči, ampak se pravim, probali bomo narediti vse, kar je v naši moči. Ne. Poklical me je Mitja, pa je rekel, Luka, a bi naredili en projekt skupaj, nekaj bom delal v Sloveniji, z mano oziroma z našo produkcijo. Sem rekel, kaj pa, ne? In je rekel, ja, za cepljenje. Sem rekel, veš kaj, ja, za to bom bi. In nisem niti pomislil tako, cepljenje po mojem trenutno poleg veganstva najbolj taka tema, kjer se vržeš v osje gnezdo, ne? S to slabostjo, da je še spolitizirana in tako naprej. In če rečeš, da recimo, ko smo probali najti ljudi, je bilo zelo težko. Zato, ker so ljudje v tem razgretem političnem ozračju, kjer je vse se tako razdeli, se bojijo, zato ker tisti, ki so se že izpostavili, so jih ali napadali, ali tako. In potem v bistvu se ne opredeliš, a hkrati poveš, da je politično vse Zakaj pojem folk se začne pa... Ja, pa to je plačala farmacija. Ja. Prva stvar, ko so se z njim pogovarjali, kako bi se tega lotili, in mi je on predstavil malo kakšno idejo ima in pa smo to razvijali skupaj naprej in v bistvu mi je bilo všeč to, on je rekel, jaz bi, da ljudje to povejo. In sem se strinjal, da v bistvu edina opcija je, da damo ljudem, ki so to dali skozi, priložnost povedati svojo zgodbo in da slišimo enkrat zadeve iz prve roke, ker čisto preveč smo zastrupljeni vsi s tem, kaj smo prebrali na Facebooku, kaj nam je nekdo serviral. Vsi so se že odločili sam zase in pa sami iščejo tisto, kar podpira njihova stališča, da bojo to dali ven. In smo rekli, dajmo zdaj pa enkrat priložnost ljudem, ko so dobesedno iz prve roke, ko se je njim zgodilo, ali pa najbližjim, ali pa so zdravstveni delavci, ki so delali s temi pacienti, da povejo enostavno, kako to je in da jih pustimo povedati. G1/1, prvič. Pač moja velika želja je bila in se je uresničila, da smo pač neodvisni, da mi nimamo nobenega spiska, kaj morajo ljudje povedati. Nismo zbirali, kje so prišli, iz kakšnega razloga. Dokler imajo svojo izkušnjo in so pripravljeni z nami deliti, smo v to šli. In se mi zdi to najbolj pravilen način, ker bomo tako dobili neko celovito zgodbo in si ustvarjali svoje mnenje. Zdaj, smešno je to, da ko so me poklicali z NIJZ, če bi naredil to akcijo Cepimo se, sem takoj rekel, ampak a vi veste, da jaz nisem cepljen. Ne? In vsi smo tako je bila ona panika, produkcija. Jo ne, Mitja, ti se moraš cepati, kvače začne mediji, a veš, to je ta vlada, pa to bo vse tako grozen, pa nas bojo dajali v medije, pa vse bo narobe, pa vse, ne, v glavnem čista panika. Pa sem rekel, a pa se boš ti cepil, ne, ker jaz ne grem. Prva stvar, ko sem pomislil, se pravi, ti mene kličeš, da gremo delati projekt o cepljenju, ti pa nisi cepljen. Skvaj, namo valjda lagal, mislim, jaz sem v bistvu ciljna publika, ne? Jaz sem ta publika, ki jo moramo prepričati, da se cep. Jaz nisem nikoli bil proti cepljenju, pa nikoli nisem bil za cepljenje. Jaz sem tisti, ki prvič ne marah doktorjem hoditi, na drugi strani sem pa eden tistih, ki pride nov sistem za Maca ali pa nov sistem za moj telefon, ga bom jaz zmer updateal, inštaliral tako pol leta kasneje, ko vem, da so vse bage odpravili. Ne? Jemljem si neko pravico imeti stališče glede tega, glede cepljenja, glede zdravljenja, glede medicine na splošno, ker sem vsem človek, ki je dve težki bolezni v življenju dal skozi. Govoriva o klopnem meningoencefalitisu, za katerega obstaja cepivo. A ne? Jaz sem zdaj trajno cepljen
na naraven način, se pravi, da sem ga imel in prebolel in imam zdaj proti telesu do smrti. Naprej hospitalizacija, potem si doma, ne smeš na sonce, ne smeš gledati televizije, ne smeš brati. V bistvu dosti podobno kot nekatere izkušnje ljudi, s katerimi smo govorili o koroni. In ja, to je ena taka stvar, ker recimo, ko je Sanja zame skrbela 2 meseca, je takoj, ko je bilo tega konca, rekla, no, da se grem pa jaz cepati in se tudi je. In če bi bilo obratno, sem prepričan, da bi jaz naredil isto, ko enkrat vidiš, kako to nekoga prizadene, kaj naredi z njega in da se da to toliko na izi preprečati, na tak način zdaj razmišljam o koroni. Oni so rekli, Mitja, ti pač naredi, kar ti hočeš, ne? In sem jaz rekel, je edini način, da jaz se spustim v ta projekt, ne, je, da edinkrat, ko sem jaz si rekel, mogoče bi bilo se pa pameten cepati, je bilo, ko sem slišal ljudi, kako jim je bilo težko, ko so imeli korono, ampak to še ni nič proti tem, kar mi zdaj intervjujemo. Se pravi, ljudje, ki so skoraj umrli in pa ljudje, se pravi, ki po 6 mesecev po bolezni ne morejo normalno se športom ukvarjati, normalen dihati, normalen jim srce ne deluje, 2 puncam recimo lase jim odpadajo, mislim, to za mene ni problema, ne, ker so že vsi odpadali. In tega nisem vedel, da se take stvari dogajajo. Ne, ne, pazi, Luka, lej. Vse v redu, zdaj bom Mitjo posodil malo. Ne, ampak se tudi jaz sem malo kao fancy. Ja, ne. Ja. Popoldne smo se še pogovarjali z zavesami, smo se menila, odkot je, recimo on je pač rekel iz nekega kraja, o moje kraje. Pa je pa mi povedal zgodbo, da ni govoril svojemu sinu toliko let, pa se nekaj pa pokličite, pa se nekaj zmenite, pa da boste govoril, pa to pa morate govoriti, kaj ne. No, in je govoril ta človek, je govoril... Se pravi, on je imel sina, s katerim ni govoril? Ni govoril 20 let. In po je tisti dan je govoril z njim, po noči je pa odšel gospoda, ne. Ta gospod je odšel potem po noči. In so prišli ti, ki jih dajo to krsto železno, ne. In slišiš pol tisti zvok, ko gre tututum, 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 tututum. Pa ko se odpre, ne, pa ko pol slišiš, ko človeka dajo not, ne, tisti tup. Jaz bi se da mi pride, kako se temu reče, da sem noter, pa da vem, da nisem dobrega zdravja in da slišim, da prepelajo voziček, da dela tak, not ga naložijo, slišiš uno vrečko plastično, ga odpelajo. Stari kocini so mi šle po konc, ne, in da sem se še s tem človekom pred pol ure pogovarjal. Mitja. Ja, smo se slišali. Ja. Am videl pa ne? Tako, čast mi je. Ja, enako. Kako dobro. Zdaj so te zlili s tem kavčom, kaj je tudi zelen. Ja. 13 dni, pri prvemu sem pa imel ful, pa vmes tudi imam včasih to, kako se ta stavek pove, pozabim po slovensko povedati, ker mi kar polščina hoče ven priti, pa čista katastrofa. Zdaj sem pa zidar, je tako, da bo lahko tekmovala v narečjih pa akcentih. G3 prvič. Že prejšnje misije je bilo za določeno območje potrebno kar eno obsežno število cepljenj opraviti. 3 obiski NIJZ-ja z po 4 cepljenji so bili kar potrebni, recimo, da si dobil vse kar. Se pravi 12? Recimo. A sem vas prepričal ali ne? Še ne. Ne. Vi ste mene prepričal na telefonu, nikoli nisem pomislil, koliko cepiv ljudje hočejo vzeti, koliko vojaki morajo vzeti, kako ste zdrav, tako ali pa tako. Ja. Pa sem si rekel, kva sploh razmišljamo, to je čist butast. Razvajeno, jaz ne vem, kako je takole, ampak pa joj, na Tajsko grem, ja, valjda sem cepil. Ne, ampak Vladan, vidim, da sploh te več ne zanima tole. Če si me že prepričali, jaz zelo grem domov. Kaj pa naslednji teden snimaš? Ne, naslednji teden grem se še enkrat cepiti, ker sem to poslušal. Ne. Kako profesionalni smo, ker zjutraj je bil čisti kaos, ne? Zdaj se kao ful delamo, da imamo vse pod kontrolo, ampak na začetku ni bilo. Najhuje je bilo takrat, ko sem bila oba bolna.
Od mene res ni bilo nič. V prvem tednu so mi prinašali še čaj v spalnico, ker nisem mogla priti v kuhinjo. Nismo kuhali kosil doma, so nam jih pripeljali civilna zaščita. Da nisem mogla eno uro stati v kuhinji pa delati, meni je bilo to ni fajn občutek. Ja, kar bi mogel mož zdaj takole, ne? Ja. Se je zelo trudil, tudi ko je imel še on vročino, pa je rihtal otroke, da so vsaj nekaj naredili za šolo, kolikor so zmogli, kolikor so lahko. Že z enim otrokom, da bi jaz mogel sam, ne, takole, oni so imeli 4 otroke. Mislim 3, en pa na poti. Jaz prav ne vem, kako je ta mož zdržal, ne. Razumeš? Tako da verjetno je dojel, da brez žensk na tem svetu za burek nimamo in kako je v bistvu pomembna vloga matere in ženske, da je to najbolj pomemben poklic na tem svetu. Ne? Prav, zdajle končujem 9. mesec bolniške. Načeloma podaljšujejo te bolniške nad 30 delovnih dni, vendar je problem tak, ker se to podaljšuje po 1 mesec, si na koncu stalno malo strahu. A bojo podaljšali, nove podaljšali, komu naredili, če nove podaljšali, čak 4 otroci. A imamo mi še nekaj, a si lahko še sposobno, a imajo tvoji še kaj, a ima moja mama še kaj, a bolj, ne bolj, ja ne, bomo že nekaj, lej, bomo pa pač, ne vem, boš ti prodal še eno kitaro, ne, pa dobro, se imam samo še eno, ja no, boš pač še tisto eno prodal, ne vem, pa lej, pa pač otroci ne bojo več imeli pametnih telefonov, bomo pač une Nokia za 2 evra za enkratno porabo, sej se da, sam ta psihoza pa nima lih najbolj pozitivnega učinka. Ne. Jaz osebno se najbolj bojim, da bom imel te dolgoročne posledice. Ne. Zakaj? Ker jaz obožujem moje delo. Jaz obožujem režijo, jaz delam po 12 do 16 ur na dan, ti ljudje pa ne morejo niti 3 ure delati. Oziroma, če delajo 5 ur, morajo 2 dni spati. Jaz si ne morem privoščiti, da bom 2 dni spal. Pa jaz še nekako imam denar, si lahko privoščim ne delati. Jaz v bistvu delo je za mene kisik in jaz bi bil žalosten, depresiven, ker ne morem delati, ker ne morem ustvarjati to, kar jaz delam. Sej nekaj časa še lahko na bolniški, sam po nekem času ne, bo pa te težka, pa bolniška dobiš pol manj denarja in vsega. Ne. Tako da to ni zajbancija. Ne. Jaz imam že toliko enih stvari v glav, da že tako pozabljam. Ne. Tako da, če bi zdaj imel korona in bi še jaz imel ta problem, da pozabljam stvari, bi bil že dementen. Ne? Tako da jaz si ne morem si privoščiti, da imam brain fog, ne morem si privoščiti, da imam veš, tako lepo je blackout, že pri meni, že zdaj, kva šele s korono. In jaz res vem v tem trenutku, ne glede na to, da imam težave, da sem eden izmed teh bolj srečnih, ker imam samo en simptom, ali mogoče 2. Ker ljudje imajo malo teh simptomov, ki jih naredijo popolnoma disfunkcionalne. V bistvu ti lahko telovadaš na polno in ne boš imel nobenih težav, naslednji dan si tako out, si lahko out en dan ali za cel teden. In si se počutiš, da boš umrl. In jaz sem imel te simptome dobro recimo 4 tedne nazaj, ko sem se vrnil recimo v službo, ne? Sem 3 dni delal, 4., 5. dan sem komaj čakal do vikend, sam da sem pač ležal. Jaz mislim, da sem cepljenje za 3 tedne zgrešil nekaj takega. Ja, se pravi, ti si se hotel ali... Jaz sem se hotel cepati, ne, sem pač mislim, da so takrat cepili še najbolj ogrožene skupine. Ne. Glih takrat, ko bi jaz mogel priti na vrsto, sem se okužil. Jaz bi It is what it is. En teden, 2 tedna, zdaj, da imam... Se pravi, jaz se še nisem cepil, ker sem eden tistih, ki pa sej, pa mlad pa zdrav, ne. Kaj bi mi rekel, da se cepim? Mlad si zdrav in neumen. Te njihove zgodbe, res veliko zgodb smo že slišali. Ne. Ni fajn in čisto vsi med njimi ne bi šli še enkrat čez to in če se da na kakršenkoli način preprečiti, bi to preprečil. Če bi me Mitja poklical za marsikaj, bi z njim šel v boj. Za marsikaj pa tudi ne. Če bi bilo nekaj, v kar ne verjamem, ne bi. In mislim, da smo vsi tukaj samo zato, ker v to verjamemo, on pa zato, da ga prepričamo.
in upam, da ga bomo in to je to. A se moraš to prijaviti? A snemaš? A se moraš prijaviti, da se cepiš? Kako se cepiš? Prijaviš se, ja. Kam pa? Malo sem živčen, grem se cepati, to je zdaj to, ne? Zdravljeni? Tatjana Trontošek, sicer se ne, cepljeni se v principu ne rokuje, ampak vi ste že skoraj. Ja, ampak sem se včeraj testiral. A ste se? Ja. Super. Tako da nisem. Povejte, kako ste si zamislili. A ste že zdaj Ja, res? ja. Ja, ne, vi povejte, jaz nisem vedel, da se grem cepati, a ne, zdaj smo naredili to akcijo, intervjuval sem 18 ljudi in sem dojel, da se s korono ni za zafrkavati in sem se prišel cepati. Drugi list je za vas, za domov. Če bo še neželen učinek, izpolnite list in prinesete naslednji s sabo na cepljenje in oddate zdravniku. Ko folk to prinese nazaj, je veliko tega. Ja, lejte, mi zelo spodbujamo, da vsi, ki imajo kakršnekoli stranske neželene učinke, da to prinesejo nazaj, mi tukaj zbiramo in pošljemo na NIJZ, kjer se pošlje potem oziroma kjer se da v bazo podatkov. Leva rama, prva doza. Ja, mislim, ja, ker sem desničar, bo boljš zgubiti levo roko. Okuren Mitja, ne? Kaj želite se usesti? Katero roko bo vedela? Levo. Levo. A moram dati dol? Bo treba, ja, ali gor ali pa dol. Do kje pa mora biti? Tlele bo v ciklu. Mogoče mečke na ramo ven. Tole, najprej bova razkužila, jaz sem Urška. Jaz sem Mitja. Me veseli. A vas je kaj strah? Ne. Ne, sploh ne. Skratka, oteklina, rdečina pa bolečina na obodnem mestu je nekaj čisto normalnega. Lahko se tudi pojavi kakšna vročinca po cepljenju, plekadolček vzamete, odležite, pa je boljš. Oteklino s kakim obkladkom oblažite, prav mirujete. Zdaj bo vas bodla. 10-15 minut boste tule pri nas počakali. Če bi karkoli bilo, kakšna vrtoglavca, omotičnost. Zdaj no way back. No way back, ja. Zdaj sem čipiran. Ja. Mislim, da ne, varen. Zdaj me bojo izklopili 28.10. sem bral. Evo, to je pa cepilni kartonček, gospod Mitja. Prva doza 20.8., druga doza 10.9. Pa lahko je kasneje tudi, ne? Tudi lahko, ja, do 42 dni je po prvi dozi. Lej, tako no, mogoče se ne bi nikoli cepil, če me ne bi NIJZ pa UKOM kontaktirali, da delam to reklamo, ne? Mogoče se ne bi nikoli toliko poglobil, kot sem se zaradi tega, ker to sem delal, kaj se ti lahko zgodi, če korono dobiš. In tako, kot je rekla zdravnica, stranski učinki cepljenja proti tem, kaj se ti lahko zgodi, če imaš korono, je tako velika razlika, da je it's a no-brainer, ne. Tako da jaz sem potem na koncu, po vsem researchu, ki sem ga naredil za ta projekt, z vsemi, ki sem govoril, se pravi, z vsemi temi, se pravi, nekako 16-18, ki smo jih posneli, sem se odločil, da tale cepivo zgleda res ni problematično in da it's a no-brainer in sem rekel, da se bom šel cepati, ne. Še ti povej, kako se počutiš. Aha, okej, v redu, brez posebnosti. Ja, naj ne bi delala nobenih fizičnih naporov, tako da ne vem, kdo bo prav posodo doma. Ja, jaz grem na avion, jaz grem. Ja, to je, dobro si se zmazal. Jaz grem, tako da se bo, tašč, tasta. Jaz ne znam več govoriti, odkar sem se cepil. Tašča in tast. Ti nas sploh ne znaš govoriti, ne zgovarjaj se na cepljenje. Ja, ne, jaz sem slišala samo za te enodnevno slabo počutje po kakšni drugi odmerki pri Pfizerju, no. Ja. Ampak to več imaš boljši imunski sistem, da se telo bori in da pa reagiraš. Če imaš boljši imunski sistem, tako da vsi, ki imate slab imunski sistem, se sploh ne rabite brati. Ja. Sploh ne rabite sekirati. Mi pa, ki imamo hudega imunskega sistema, bomo pa zdaj, jaz, ki imam res hudega, ne? Ja, ti. Bom zdaj 2 dni trpel, 3 dni. Pri naslednji dozi, ne pri prvi. A ja, pri tem, jaz pojma nimam. Še dobro, da imaš mene, daj reči. Ja. Jaz sem rekla, jaz sem tlele čist, jaz sem kirurška medicinska sestra, ki sem prišla sem pomagati. Zakaj? Zato, ker upam, da bomo preprečili 4. in vse naslednje, 4. najbrž ne, naslednje valove in da se vrnemo nazaj na kirurgijo, da ne bojo operacijske dvorane prazne, kot so bile. Ja. Cepljenje ni stvar politične predelitve. Ja. To je predelitev solidarnosti. S to super energijo jih boste vse prepričali, pa upam, da se malo vrnete na kirurgijo. Na kirurgijo. Ja, jaz pa upam, da se ne sicer jaz z ekipo vidimo oziroma vidite čez 3 tedne.
Tako da zdaj smo že koliko, en mesec po snemanju, še zmeraj se javlja folk. Ne? Te long haul covidari se jih javlja, vsak teden imam vsaj 2-3 nove. Noč. It's a sign. Ja. Zmeraj si želim, da bojo moji projekti pa moji filmi trajali večno, ne? Da se ne bojo slabo postarali, da se bojo fajn postarali, da bojo te projekti, ki jih bojo ljudje še gledali leta in leta. To je edini projekt, ki upam, da ga bojo ljudje pozabili in da se bo ful slabo postaral. Da nobenega več tale projekt čez en let ne bo zanimal. Veš, ko boš rekel, jaz videl moj cepimo se projekt, bom rekel, why? Zakaj bi to sploh gledal, vse korona več ne obstaja. Upam, da smo naredili instant McDonald's projekt, jaz temu rečem, instant projekt. Jaz upam, da se res namo več o tem pogovarjali čez en let, ne? Pa da bomo lahko normalen hodili v kino, kar je za mene važno, in da bo folk hodil spet normalen v kino in da bom lahko delal ne samo filme za Netflix pa Amazon, ampak tudi spet za kino, ne? Ker ni lepšega občutka, kot kar polna dvorana. Razlika je, če je pol dvorane polna ali pa cela, ker če je cela, potem je to grupni smeh, grupne solze. Tega že dolgo nisem doživel in pogrešam to in upam, da čez en let bomo to spet imeli. Upam, da bo cepljenje in da se bojo vsi cepili in da bo to pomagalo. In upam, da bo ta film pomagal pri tem, da se folk malo cepijo. Čeprav že čutim, da ljudje, mislim, da večina zdaj že razume, da je to ta prava pot. Zdaj imam pa dokaz, da sem pameten, evo, Dejan je, ne, to rekel. Mlad si zdrav in neumen, veš. Evo, Dejan, vidiš, nisem več neumen, okoren Mitja, datum rojstva, vse, lej to, potrdilo, NIJZ, to so naši naročniki, še zmeraj ne znam povedati, kako se to reče, NIJZ, ne, tako da evo, nisem več neumen.